Opozorilo za poslušalce. Podcast, ki ga poslušate, je informativne narave in ne predstavlja investicijskega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati investicijskih ciljev, finančne situacije in potreb posameznega poslušalca. Danes se bomo pogovorili o konceptu Web 3.0. Web 3.0 je naslednja verzija interneta, ki se bo zagotovo dotaknila naših življenj in naših portfeljev. Skupaj z našim analitikom, matematikom in informatikom Erikom Skerjanjem bomo razmišljali o novi dobi interneta ter poskušali odkriti investicijske priložnosti. Poslušate Triglav skladi Stockcast, danes so z vami Matjaž in Aleksander. In seveda Erik. Erik, lepo pozdravljen. Erik, lepo pozdravljen. Pozdravljena. Kot je Matjaž omenil, tema današnje epizode našega podcasta je Web 3, ki naj bi bil prihodnost interneta. Glede na to, da je to prihodnost interneta, razumljivo je, da še nismo tam. Trenutno se nahajamo v fazi Web 2. Z tega vidika je mogoče smiselno, da se za trenutek ustavimo in raziščemo, kakšne značilnosti je imel internet Web 1, kakšne značilnosti ima internet Web 2. Se mi zdi, da je to zanimivo vprašanje. Torej, Web 1 se je pojavil par desetletij nazaj. Za to različico interneta je bila značilna relativno visoka stopnja decentralizacije. Obstajalo več različnih spletnih strani, do katerih smo dostopali s vnosom naslova. Vsak uporabnik je lahko bral. Kar se tiče pisanja, tega je bilo precej manj, kot je to značilno za trenutno uporabo interneta. Nekje pa približno 20 let nazaj se je začel razvijati internet Web 2. Za to različico interneta je značilna precej višja stopnja centralizacije. So se pojavile različne agregatorje oziroma platforme. Torej, ključna razlika med Web 1 in Web 2 je stopnja centralizacije. Kdo oblikuje vsebino in kdo je lastnik vsebine. Posvojitev interneta ni bila enostavna in zagotovo ne bi uspela brez podjetij kot so Netscape, AOL, Yahoo, AltaVista, Ask Jeeves, Google, Amazon in Prodigy. To so bili vsem poznani velikani interneta v 90-ih, ki so k razvoju Web 1 in njegovih vsebin prispevali svojo težo v zlatu. S povečevanjem števila uporabnikov, izboljšanjem mikroprocesorjev in pomnilnikov ter hitrosti pretoka podatkov je internet postajal še hitrejši katalizator razvoja. Pojavil se je koncept Web 2 in z njim nove zvezde interneta. Tukaj je potrebno poudariti, da se Web 2 ne sklicuje na novejšo verzijo interneta oziroma posodobitev tehničnih specifikacij tehnologije. Web 2 vključuje pojav socialnih omrežij, komentarjev, video vsebin in programske opreme s poudarkom na vsebinah, ki jih generirajo uporabniki spletnih strani. Podjetja, ki so med eminentnimi predstavniki Web 2, so Meta Platforms, Amazon, Microsoft, Twitter, Apple in Netflix. Opaziti je, da so se v Web 2 kot protagonisti pojavila popolnoma nova podjetja, iz prejšnjega obdobja pa so naziv obranila le najbolj inovativna. A veste, da je sam Elon Musk neuspešno iskal zaposlitev pri Netscapeu? Tega nisem vedel, Erik. Ampak morda, če bi se pridružil Netscapeu, danes ne bi obstajal SpaceX. No, če že govorimo o Netscapeu, je mogoče zanimivo tudi to, da eden od ustanoviteljev Netscapea je Marc Andreessen, ki je potem ustanovil družbo tveganega kapitala Andreessen Horowitz, oziroma A16Z, ki je ena od najbolj aktivnih na področju investiranja v projekte na področju Web 3. Kot dodatno zanimivost bi še izpostavil, da je Jack Dorsey, soustanovitelj Twitterja, že povedal, da si prav ta družba tveganega kapitala že lasti Web 3. Ja, to je zanimivo. Verjetno večina ljudi je prvič slišal Web 3 ravno zaradi tega, ker sta se Jack Dorsey in Marc Andreessen sprl v Twitterju. Tako da je zanimivo to, kar se dogaja trenutno na tem področju. In če se vrnemo nazaj, torej, kaj je to Web 3?
Web3 je naslednji korak, nekdo bi rekel tako, v razvoju interneta. Nekdo pa bo rekel, da se vračamo nazaj in če smo se v fazi prihoda iz Web1 v Web2 dosegli višjo stopnjo centralizacije, potem pa Web3 pomeni v določeni meri korak nazaj, oziroma smer gibanja se obrneva in se vračamo nazaj proti višji stopnji decentralizacije. Tako da, ko govorimo o Web3, govorimo o internetu, ki je precej bolj decentraliziran kot Web2 in kjer se znižuje vloga in pomembnost platform velikih tehnoloških podjetij. Ja, res je, Aleksander. V zadnjih 10 letih se opazi spremembe v obnašanju uporabnikov na internetu, povečuje se pomen zasebnosti in na veliko se govori o decentralizaciji. Metaverse prodira v srca mladih generacij in blockchain tehnologija pridobiva na veljavi. Kolikor jaz razumem Web3, ravno blockchain je eden od glavnih temeljev razvoja na tem področju. Zato bi bilo mogoče smiselno, da nam Erik predstavi nekoliko bolj poglobljeno predstavitev tega koncepta, torej kaj je to sploh blockchain. Erik. Preden začnemo razpravo o blockchainu, bi rad najprej nakratko izpostavil kratko zgodovino kriptografije. Ta veda je zelo stara znanost. Antične civilizacije, na primer Rimljani, so že poznali šifriranje podatkov za potrebe vojskovanja. Tukaj bi najraje izpostavil Cezarjevo šifro, ki si jo najlažje predpostavimo kot enostavno permutacijo črk v abecedi. Črko A preslikamo na primer v črko R in podobno lahko preslikamo črko N v na primer črko B. Posledično bi se ime Ana zašifriralo v RBR. Seveda ta metoda šifriranja je relativno enostavna za dešifriranje strani nekega napadalca. Nekatere besede se v določenem dokumentu pogosto ponavljajo. Na primer v sporočilu, ki je mišljeno za Ano, se najbrž črke A in N pogosto pojavljajo v zaporedju A, N, A. Torej, če v tekstu pogosto srečamo zaporedje R, B, R, lahko hitro ugotovimo, da delni šifrant šifrira črko A v R in črko N v B. Ter prav tako so nekatere črke bolj pogoste od drugih. Na primer, samoglasniki so v večini jezikov najbolj pogoste črke. Še posebej v današnjem času bi lahko sposoben napadalec uporabo računalnikov lahko zelo hitro razvozlal takšno šifriranje. Torej, računalništvo spodbuja razvoj kriptografije? Ali mogoče obratno. Kriptografija v določeni meri spodbuja razvoj računalništva. Kakšno je tvoje mnenje, Erik? V kontekstu kriptografije je potrebno izpostaviti dejstvo, da se je leta konstantstvena veda močno razvila v pojavi zmogljivejših kalkulatorjev in prvih računalnikov v obdobju druge svetovne vojne. Spomnimo se nemškega orodja za šifriranje Enigma ter aktivnosti britanskih obveščevalcev v vili Bletchley Park, kjer je ekipa pod vodstvom očeta računalništva Alana Turinga in s pomočjo rudimentarnih računalnikov premagala nemški program šifriranja komunikacije. Posledično ni presenetljivo, da je bila kriptografija primarno vojaška veda vsaj do 70 let prejšnjega stoletja, ko je ameriška vlada prvič javno spregovorila o potrebi po vsaj okvirni sistematizaciji kriptografskih standardov. Tako se je rodil IBM-ov Data Encryption System ali DES, ki je bil javno objavljen leta 1977. Ja, IBM 70 leta, takrat je bilo to podjetje res močno. Marsikdo mogoče niti ne ve, da je IBM eno od najpomembnejših podjetij za razvoj računalništva. Zanimivo pogledati nazaj v zgodovino, kaj se je dogajalo. Tako je. Osebni računalniki so postali vse bolj pogosti in so tudi znanstvena fantastična dela začela vsebovati vse bolj elementov, ki so vezani na računalnike, hekerje, mogočne multinacionalke, vse bolj agresivne državne oblasti v imenu državnega interesa v kontekstu hladne vojne ter nuklearne apokalipse. V 80-ih letih se je pojavila Ridleyjeva Scottova mojstrovina Blade Runner, William Gibsonov roman Neuromancer ter japonski animirani film Akira striparja Katsuhira Otoma. Začelo se je obdobje cyberpunka. Že nekaj let kasneje pa je postal internet dostopen širši javnosti in posledično so se postavljala vprašanja o tem,
kako se bo človeštvo spopadalo s to novo tehnologijo. Med drugimi so bili nekateri navdušenci nad tehnologijo zaskrbljeni o morebitnih kršitvah zasebnosti uporabnikov interneta strani državnih inštitucij oziroma strani nekega tretjega napadalca. Tako se je rodilo gibanje Cypherpunk. Sama beseda je portmanteau izrazov cipher, šifra in cyberpunk. Udeleženci so si izmenjevali mnenja preko interneta, primarne tematike pa so bile vezane na vprašanje o varstvu osebnih podatkov ter posledično na način, kako lahko kriptografija izboljša življenje državljanov, saj na kriptografiji temeljijo protokoli, ki obvarujejo elektronske podatke. Za pripadnike gibanja Cypherpunk temeljne pravice niso vprašanje nekega zakona, ki naj bi obvaroval državljane, temveč matematike in računalništva, ki skozi programsko kodo lahko vedno zagotovijo takšno obliko varstva. Kmalu so pogovori zašli o vprašanjih internetne valute oziroma internetnega zlata in posledično ni presenetljivo, da so nekatere osebnosti, ki so povezane z nastankom Bitcoina, prve kriptovalute, tudi med najbolj verjetnimi identitetami Satoshija Nakamota, ustanovitelja Bitcoina, ki je ostal anonimen, Hall Finney, Nick Szabo in Wei Dai. Kot zanimivost bi še dodal, da med začetnimi pripadniki skupine Cypherpunk lahko naštejemo tudi Juliana Assangea iz Wikileaksa. Erik, kako veš, da so povezani z Bitcoinom pa Satoshijem? No, prva transakcija Bitcoina je bila izvedena med Satoshijem in Finneyjem. Torej, pisalo se je leto 2009, zgodilo se je prva transakcija z Bitcoinom. 13 let nazaj se je začelo obdobje kriptovalut. Bitcoin, Ethereum, Solana in še bi lahko naštevali. In še vedno verjetno moramo narediti korak nazaj in definirati, kaj je to blockchain, ker je to konec koncev tehnologija, ki omogoča delovanje vseh teh kriptovalut. Prav si povedal, Aleksander. Kaj pa je sploh blockchain, ki naj bi podpiral celotno decentralizacijo Web3? V blockchain protokolu določena množica distribuiranih vozlišč, nodes, imajo cilj priti do konsenza, kar se tiče določenega rastočega ter linearno urejenega zmnožka določenih elektronskih transakcij. Prav ta zmnožek transakcij imenujemo blok. Vrsta povezanih blokov, bloke dodajamo skozi čas, pa predstavlja chain v blockchainu. Predstavljamo si tudi, da mora blockchain protokol zagotoviti dve karakteristiki: konsistentnost, consistency. Vsi delujoči oziroma pošteni vozlišči morajo imeti isti pogled na vrstni red transakcij. Naprimer, če imamo transakciji log1 in log2 tako, da je log1 nastal pred log2, matematično lahko to napišemo kot log1 manjši od log2, potem vsak pošten vozel vidi log1 manjši od log2. Dodatno potrebujemo še lastnost živahnosti, liveness. Ker niso vsi pošteni vozli isto hitri, nimajo vsi istega pogleda na vrsto transakcij, saj se ni leta že ažurirala za počasnejše vozlje. A vendar lastnost živahnosti vsem poštenim vozlim zagotovi, da bodo vsi vozni imeli isti pogled na nov blok, če le poteče dovolj časa. Ker ta lastnost velja tudi za nazaj, to pomeni tudi, da imajo vsi pošteni vozli enak pogled na celo vrsto pred umestitvijo novega bloka. Posledično te dve lastnosti poskrbijo, da bodo imeli vsi pošteni vozli enak pogled na vrsto, če le mine dovolj časa. Ter imajo garancijo, da je vsaj prvi del vrste blokov vedno pravilen v smislu, da vedno prikaže bloke transakcij v pravilnem vrstnem redu. Tukaj si zdaj povedal nekaj o lastnostih blockchaina, pa me zanima, kje klele zraven pride kriptografija, Erik? Vsi ti zapisi v transakcijah dejansko potekajo skozi kriptografsko orodje in kriptografske funkcije. Primarno hash funkcije, ki daljše kombinacije črk, naprimer Triglav skladi, poslikajo krajše, naprimer ABCD. Hash funkcije in posledično kriptografija so uporabljene pri rudarjenju kriptovalute. Sistem določa neko vrednost D in rudar išče tak input, ki bi se skozi hash funkcijo preslikal k dovolj dobremu približku vrednosti D. Ta input je potem ključnega pomena za nastanek novega bloka in posledično je rudar nagrajen z blokom oziroma bitcoini. To je tako imenovani proof of work koncept, ki je inovativen način tiskanja denarja, ki je konkurenčen moderni monetarni politiki ter centralnimi bankami. Dejansko tak sistem reši problem dvojnega zaračunanja, double spending, ki bil zelo problematičen za razvoj pravega internetnega denarja oziroma internetnega zlata.
To je tudi začetek decentraliziranega finančnega sistema oziroma druga velika inovacija blockchaina in Nakamota. Tretja velika inovacija Nakamota pa je dejstvo, da blockchain ledger sprejema tudi anonimne nove zunanje udeležence, to so novi anonimni zunanji vozli, kar je inovacija znotraj računalniške vede, ki pravimo distributed systems. Erik, moram priznati, da zdaj imam dve opcije. Ali grem na YouTube pogledati kakšen video, kjer bo predstavljena definicija blockchaina za 5-letnike in upravljalce vzajemnih skladov, ali pa ti probaš povedati, kaj dejansko dela blockchain, čemu je namenjen. Mislim, da si najlažje predstaviš blockchain kot nekakšen inštrument, s katerim se znebiš vseh posrednikov. To so lahko centralne banke pri tiskanju denarja ali pa spletne trgovine pri prodaji knjige ali videoigre. Torej, Web 3.0 je internet brez posrednikov. Aleksandar, a misliš, da je internet s posredniki tako slab? Torej, Web 2.0. Ne, jaz mislim, da bo vedno prostor tako za centralizirane modele, kot tudi za decentralizirane. Konec koncev centralizacija zvišuje učinkovitost in rešuje določene probleme. Za marsikoga sta zmagovalca v kriptovalutah, predvsem Bitcoin pa Ethereum. Pa me zanima, Erik, bi lahko povedal, kakšna je razlika med njima, pa kateri od njih bo imel največji vpliv na Web 3? Bitcoin je prva kriptovaluta in posledično tudi najbolj prepoznavna. Arhitektura Bitcoina bolj spominja na hranilca vrednosti, kot je na primer zlato. Ethereum pa v lastni vrsti oziroma v lastnem blockchainu dopušča izvršljive datoteke, kar pomeni, da se okoli njegovega ekosistema razvijajo še druga orodja. Torej, če govorim na tvoje vprašanje, verjetno je Ethereum še bolj relevanten od Bitcoina. Bom zdaj probal povzeti vse, kar je bilo povedano prej in mogoče dodati barvo definicije Web3. Torej, ključna ideja, na kateri temelji Web3, je decentralizacija. Decentralizacija naj bi zvišala učinkovitost in pravičnost družbe. Da bi dosegli decentralizacijo, naj bi se uporabljalo kriptografsko orodje. Blockchain je eno od ključnih orodij za doseganje teh ciljev in temelji na kriptografiji. Med ključnimi elementi Web3 lahko naštejemo kriptovalute, recimo Bitcoin, Ether. Ether oziroma Ethereum je omogočil pojav NFT-ov, DeFi, DAO. Tudi to lahko rečemo, da spada med elemente Web3. Torej, Web3, kriptovalute, ki temeljijo na blockchainu, in posledica razvoja kriptovalut so NFT-je, DAO, DeFi. Torej, to so te zadeve, o katerih mi govorimo, ko govorimo o Web3. Ok, moramo malo zabremzati. Aleksandar, omenil si DeFi, omenil si DAO, omenil si NFT-je. Erik, bi nam lahko, prosim, razložil, kot da smo otroci, kot da bi razlagal otrokom, kaj so te stvari? Torej, DAO je kratica za Decentralized Autonomous Organization. In to je družbena organizacija, ki sledi pravilom, ki so elektronsko spisani in elektronsko izvršeni strani določene mašine. NFT pa je kratica za Non-Fungible Token, ki je dejansko le zmnožek podatkov na blockchainu, ki ni spremenljiv. Razlikuje se od kriptovalut v smislu, da je vsak NFT unikaten. DeFi ali pa DeFi je kratica za Decentralized Finance. In to so razne aplikacije, ki temeljijo na blockchainu in spreminjajo način delovanja tradicionalne finančne industrije. DAO lahko pripelje do novega načina življenja, decentralizirane finance pa do novega načina dojemanja finančnih produktov. NFT-ji pa so uporabni tako v umetnosti, kot tudi za bolj vsakdanje zadeve, kot naprimer neka nova vrsta elektronske zemljiške knjige. Mislim, da ko govorimo o DAO, naprimer, govorimo o alternativnem načinu oblikovanja družb in doseganja ciljev teh družb. Nisem pa prepričan, da je to
optimalen način za vse cilje. Se mi zdi, da za določene namene je to zelo dobra rešitev, za druge namene pa niti ne. Jaz nisem prepričan, da ne bomo videli znižanja učinkovitosti poslovanja družb, če bodo kar naenkrat vse družbe postale DAO. Tako da z tega vidika sem mogoče nekoliko bolj skeptičen, kar se tiče tega, kar se tiče možnosti, da bodo DAO nadomestili vse obstoječe načine oblikovanja družb. Tukaj govorimo naprimer o podjetjih. Se mi zdi, da je visoko dodana korist v tem, da podjetja tekmujejo, da so zelo različna, da se pojavljajo karizmatične voditelje, ki imajo vizijo in ki vodijo podjetja. Se pa bojim, da mogoče DAO ne omogoča doseganje tega. Mogoče se motim, ampak v tej fazi sem nekoliko bolj skeptičen. Kar pa se tiče DeFi, spet nisem prepričan, da je to primerna organizacija za vse vrste finančnih institucij, za vse vrste finančnih inštrumentov. Se mi zdi, da finančne institucije prinašajo visoko dodano vrednost. Mogoče DeFi so primerne za nekoliko manj kompleksne primere storitev in finančnih produktov. Spet, ne za vse. Tako da trenutno je moje mnenje tako, da ko govorimo o DeFi in DAO, trenutno govorimo o nišnih segmentih. Okay, zdaj smo uspeli postaviti temelje okvirja naše investicijske teme. Opredelili smo blockchain in njegovo vlogo v Web3. Opredelili smo vpliv elementov blockchaina na razvoj Web3. Tema izgleda disruptivna, vpliva lahko na več segmentov. Decentralizirane finance bi zagotovo lahko vplivali na sektor financ. NFT-ji bi lahko vplivali na podjetja, ki želijo zaščititi svojo intelektualno lastnino v digitalnem svetu in vpliva lahko tudi na digitalizacijo birokracije. Decentralizirane avtonomne organizacije bi lahko omogočale demokratizacijo procesa odločanja tako na spletu kot znotraj podjetij. Ali je tema dolgoročne narave? Glede na to, da je Web 1 trajal desetletje, Web 2 traja že skoraj 2 desetletji, Web 3 pa se je začel razvijati s pojavom Bitcoina, zagotovo lahko razmišljamo, da bo tema aktualna več let. Tako je, Matjaž. Za Web 3 potrebujemo določeno infrastrukturo, fizično opremo, računalnik in specifično grafične kartice, vključno z vso proizvodno verigo. Torej govorimo o podjetjih, ki razvijajo nove čipe, tista podjetja, ki jih proizvajajo, pa celo tiste družbe, ki proizvajajo stroje za proizvajalce čipov. Potrebujemo tudi programsko opremo, primarno takšno, ki podpira DAO-je, NFT-je ter povezave med različnimi kriptovalutami in določenimi aplikacijami znotraj Web3 ekosistema, ter tudi specializirane produkte, ki bi pomagali družbam k tranziciji z Web 2 na Web 3. Torej, za fizično infrastrukturo Web 3 potrebujemo grafične kartice za rudarjenje. Najboljše ponujata Nvidia in AMD. Oba pa dobita svoje čipe iz podjetja Taiwan Semiconductor Manufacturer, ki jih dela na strojih podjetja ASML Holding iz Nizozemske. Torej, to je pač lahko neka veriga podjetij, ki so posredno, neposredno izpostavljene tej investicijski temi, kar se tiče fizičnih temeljev. Torej, dobavitelji opreme, ki se bo uporabljala za razvoj Web3 in delovanje Web3. Med podjetji, ki so izpostavljene do investicijske teme Web3, poleg proizvajalcev strojne opreme, je vsekakor smiselno umestiti podjetje, ki omogočajo uporabo kriptovalut. V to skupino spadajo na primer klasični ponudniki plačilnih sistemov, kot sta Mastercard in Visa, kakor tudi kriptoborza Coinbase, na primer, ki omogoča trgovanje s kriptovalutami. To podjetje Coinbase mimogrede razvija tudi
projekt na področju trgovanja s NFT in NFT bi lahko bili zelo zanimivo področje oziroma segment Web3. Zadnjič smo se pogovarjali o metaversu in NFT kot odraz digitalnega lastništva so lahko še kako pomembna za razvoj metaversa. Tako z vidika dokazila o digitalnem lastništvu, kakor tudi za prehod med različnimi virtualnimi okolji, ki se bodo razvijali v okviru metaversa. Zanimivo, da je Erik na začetku omenil Cyberpunk in Cypherpunk in verjetno nekateri poslušalcev ste že slišali o CryptoPunks. To je en primer NFT-ov. Še en primer NFT-ov so Bored Ape Yacht Club. Tako na tem področju potekajo res zelo zanimivo dogajanje, zelo zanimive spremembe. In mogoče je to eno od teh področji, kjer bo uporaba Web3 oziroma razvoj Web3 še najbolj očiten oziroma viden. Tukaj se popolnoma strinjam s tabo. Mislim, da res Web3 ima največji potencial, da vpliva na metaverse. Ampak razmišljam o temu internetu brez posrednika. Pa tudi hitro ugotovim, da začne ideja o internetu brez posrednika ogrožati poslovanje podjetij, ki so posredniki. Ta podjetja kot so Amazon, podjetje kot je Spotify, ki ponuja glasbo, podjetje kot je Netflix, ki ponuja razvedrilno vsebino, filme. In če ne bomo potrebovali posrednikov, potem ni prostora za obstoj teh podjetij. In to so ravno podjetja, ki obvladajo mrežne učinke, zaradi katerih je Web 2 postal še bolj sprejet. In če bojo videli, da ni prostora za posrednika, da ni prostora za njihov poslovni model, potem morda bojo lahko tudi zavirale razvoj Web 3 oziroma redefinirale Web 3 z inovacijo, da na koncu potem to sploh ne bo internet brez posrednika, ampak bo internet, ki bo temeljil na blockchainu, ampak kjer se bo še vedno našel prostor za posrednika. Aleksander, ti si upravljalec premoženja, pa me zanima, kakšno imaš prepričanje glede te teme? Jaz mislim, da je vsekakor treba spremljati dogajanje na tem področju. Sam si že omenil, da obstaja možnost, da bodo določena podjetja, naprimer predvsem agregatorji oziroma posredniki, izpostavljena večjemu tveganju v primeru, če se bo Web3 razvijal v smeri vse bolj razširjene decentralizacije in če bo Web3 res postal splošno sprejet. Tako da že z vidika razumevanja tveganj je treba spremljati, kaj se dogaja na področjih, kot so blockchain, kot so kriptovalute, DAO, DeFi, NFT. In če že govorimo o NFT-jih in kriptovalutah, zaradi tega, ker je v zadnjem času izjemno veliko pozornosti namenjeno investiranju tako v NFT-je kot tudi kriptovalute, mislim, da je treba razumeti, kaj se dogaja od zadaj, kaj točno investiraš, drugače pa po mojem tveganje previsoko. Jaz mislim, da smer razvoja Web3 še ni jasna in se bo spreminjala. Zelo verjetno, da bomo v prihodnje videli Web3, ki bo izgledal popolnoma drugače, kot se ga predstavljamo zdaj. Pravzaprav mislim, da bomo v prihodnje videli kombinacijo Web 2 in Web 3. Mislim, da je še vedno prostor za posrednike, torej tukaj se strinjam s tabo, Matjaž. Na določenih segmentih pa vsekakor obstaja možnost za razvoj in za razširjeno uporabo Web 3. In jaz se veselim tega.
Jaz vidim to kot primer razvoja in razvoj je vedno dobrodošel in tudi z vidika večjih konkurenčnih pritiskov na obstoječe podjetja, se bodo morali razvijati, se bodo morali prilagoditi. Mogoče zaradi tega bomo videli kakšne zanimive spremembe in z tega vidika je vsekakor treba spremljati, kaj se dogaja. Dragi poslušalci, skupaj smo raziskovali Web3. Zdaj skupaj vemo več, kot smo vedeli, preden smo začeli temo raziskovati. Erik, hvala, da si bil z nami. Erik, hvala lepa. Hvala vama in lep pozdrav vsem poslušalcem. Poslušali ste Triglav skladi Stockcast. Nasvidenje čez 2 tedna.